Začeli smo operirati junija 2018. V začetnem delu smo štartali urologi, po 2 letih pa so začeli izvajati posege tudi abdominalni kirurgi. Tako da v tem času smo naredili več kot 1000 posegov. Januarja nekje je bil dosežen ta mejnik. Zdaj, sam sistem je že zdaj precej zaseden, tako da vsekakor bo potrebno nabaviti še enega za potrebe kliničnega centra. Mislimo, da bi zraven morali priti tudi ginekologi in pa torakalni kirurgi. Predvsem pa sem mnenja, da bi morali omogočiti tovrstno kirurgijo čim večjemu številu bolnikov, kar pomeni, da bo potrebno tudi druge večje bolnice, kot so Splošna bolnišnica oziroma Univerzitetni klinični center Maribor ali pa Onkološki inštitut tudi ustrezno opremiti. Ja, mi smo pričeli na oddelku za abdominalno kirurgijo leta 2020 operirati tudi bolnike z boleznimi iz prva debelega črevesa in danke, potem, kot je povedal kolega dr. Sever, tudi želodce in ravno nedolgo nazaj tudi bolezni trebušne slinavke in jeter. In robot omogoča, prinaša te prednosti laparoskopije, se pravi klasične, bi rekel, laparoskopije, hkrati pa odpravlja omejitve. Mislim, da so uspehi dobri, primerljivi s tem, kar, recimo, če govorimo o lastnih serijah, kar smo imeli prej. Se pravi, bolniki so zadovoljni, seveda, kot je rekel dr. Petrič, zapleti so, ker zapleti so lastni v bistvu vrstam operacij, vrstam bolezni, ki jih te bolniki imajo. Do takrat, da bo robot sam izvedel operacijo in tudi se odločil, katero operacijo, brez da bo kirurg v sobi. To je zaenkrat v domeni znanstvene fantastike. Je pa res, da kot lahko vidimo, tehnologija gre strašno naprej, na vseh področjih in zakaj bi se slepili, da tudi tukaj ne bo tako.